Hvala lepa. Še malo pa bo zadišalo po kavi, ampak predtem se bomo ogledali še kinotečni izobraževalni program. Gre za tisti program, ki ga izvajajo prav tukaj v Slovenski kinoteki, predstavil pa ga bo Vitja Dominkuš Drev. Prosim. Lep pozdrav. Jaz sem malo naivno mislil, da bom imel ful več časa, kakor se je zdaj izkazalo, da ga imam, tako da predstavitev, ki sem si jo pripravil, je bila malo med tem teoretsko-praktičnim delom, kjer bi najprej malo debatiral o stanju filmske vzgoje in pa umetnostne vzgoje in potem lepo prešel na kako čudovit program imamo pri nas, ki vse to pokrije, kar smo zdaj teoretsko odprli. Tako da si bom zdaj pustil malo improvizacije, ker ne bom šel v ta teoretski del, tako ali tako je bil že do neke mere lepo predstavljen tudi v prvem delu predavanja. Tako da ja, jaz se bom res osredotočil na tele bolj aspekte oziroma ponudbo, ki jo imamo v Slovenski kinoteki, ampak samo sekundico. Ampak ja, preden pa preidem zdaj na tale pregled spletne strani, da bomo v kontekstu z vsemi ostalimi predavateljicami, ki ste bile pred mano, ki ste tudi uporabljale samo prikaz spletne strani, ne PowerPointa, pa mogoče vseeno en uvod v to, da pridemo do tega, zakaj sploh iti danes gledati film v eno ustanovo, kakor je Slovenska kinoteka, se pravi v filmski muzej, ali pa tudi samo v kino. En tak ključni preobrat se mi zdi, da se je v odnosu do filmske vzgoje zgodil v Sloveniji tam leta 2016, ko je nastala strategija za nacionalni program filmske vzgoje, in leta pozneje so se tudi v izobraževalnih ustanovah pojavili izbirni predmeti, v osnovnih šolah izbirni predmet filmska vzgoja, v gimnazijah in tudi srednjih šolah izbirni predmet film, medtem ko se je pa na umetniških gimnazijah pojavil prav maturitetni predmet zgodovina in teorija gledališča in filma. Se pravi, lahko govorimo o tem, da se je v zadnjih letih nek odnos do filma na področju vzgoje in izobraževanja definitivno spremenil v pozitivno. Tudi imamo zmeraj več različnih kulturnih ustanov in pa institucij, ki se zelo aktivno udejstvujejo v filmskem izobraževanju, tako iz čisto nekih teoretskih stališč, se pravi, govorim predvsem o nekih predavanjih o zgodovini filma ali pa filmski teoriji in pa filmski analizi in pa tudi čist bolj v praktičnih aspektih, kjer gre dejansko za izobraževanje o filmskem ustvarjanju mladih, kar je tudi eden zelo pomemben aspekt tega dela. In zdaj iz tukaj pridemo na Slovensko kinoteko oziroma naš program, ki je že vrsto let delujoč, ampak predvsem na področju bolj strokovnega usposabljanja, se pravi izobraževanja namenjenega prav pedagogom, tukaj predvsem za izpostaviti program Kinokatedra za pedagoge in pa do pred kratkim preminuli projekt Razumevanje filma. 1-2 leti nazaj smo pa malo bolj aktivno stopili v to, da bi tudi malo prevetrili in pa na novo začeli z programom, ki je pa prav namenjen učencem, se pravi osnovnošolcem predvsem in pa dijakom. In neka ideja, kako zasnovati ta program, je bila seveda ponuditi ogled filmov, absolutno nujno, da so vsi te filmi oziroma vse te filmske projekcije tudi pospremljene zmeri z nekim uvodom,
ki da nek zgodovinski kontekst filmu, ki se ga bo gledalo, in pa potem tudi pogovoru po filmu. Ne, ker pač zelo mogoče samoumevno, ampak nekako nujno se zdi, da se z učenci odvije neka debata o tem, kar so videli. Ne? Ker če ne gre lahko tudi samo za neko gledanje filma, dostikrat potem učenci niso pozorni, tako pa se jih mogoče vseeno malo prisili, da se jim da neke iztočnice, o katerih se lahko potem pogovarjamo. Ne? Tako da tudi se mi zdi, da ne samo ta pogovor po filmu, ampak tudi sam uvod daje ta nek bistven pomen. Ne? Se pravi, in s tem, da kontekstualiziramo film in pa da se mogoče postavi učencem že pred ogledom filma neka vprašanja ali pa neke posebnosti v filmu, na katere so lahko med samo projekcijo posebej pozorni in se jih potem dodatno obdela v tej debati in pa pogovoru po filmu. In tako tudi na naši spletni strani imamo razdeljen naš program na neke glavne, kako bi rekel, tematske sklope, se pravi, na prvem mestu smo dali filmske projekcije za šole, potem imamo delavnice in pa izobraževalne dejavnosti in pa razstave in pa še posebej izobraževalni program v naši dislocirani enoti v Divači. In mogoče, da se malo osredotočim na tele delavnice, se pravi, ideja je to, da bi se združili neke bolj teoretsko znanje v filmu, se pravi spet ta zgodovinski in teoretski aspekt filma, ki pa se ga proba združiti tudi z nekim ustvarjalnim aspektom. Ne? Se pravi, sploh danes, ne, tako kot smo že slišali, mlade generacije so zelo vešče z tehnologijo, filmsko ustvarjanje je zelo povezano s tehnološkim razvojem in če kdaj je bilo enostavno in pa vabljivo, ne, učencem predstaviti nekaj takega, kot je filmsko ustvarjanje, je to danes. Vsak zna uporabljati mobitel, mobilne kamere so danes boljše, kakor marsikatera kamera, ki si tudi nastavil profesionalni film v preteklosti z njo. Konec koncev imamo na internetu zastonj dostopne programe za filmsko montažo, ki jih se mi zdi, da učenci dostikrat znajo boljše uporabljati od nas. Tako da čist tehnološki nastavki so tukaj. Je pa potem fino seveda, da učenci dobijo tudi neko to dodano znanje, dobijo mogoče pogled v zgodovino nastajanja filma in pa predvsem, da dobijo znanje o filmskem jeziku. In to je tista, meni se zdi, da poglavitna stvar, kateri lahko doprinesejo institucije, kot so kinoteka, kot so kinodvor, kot so marsikatere druge ustanove, ki se s tem redno in profesionalno ukvarjajo, s tem, da dajo učencem uvid v to, kaj je filmski jezik, kako lahko izražamo ene stvari, na katere mogoče sami po sebi ne bi pomislili. Film je prvo, in to se mi zdi zelo pomembno, je vizualni medij, in zato dostikrat lahko ene stvari povemo, ne rabimo delati težkih scenarijev in velikih zgodb, ki bi jih kupil tudi Hollywood. Zelo smo lahko igrivi in abstraktni v temu, kaj pokažemo in kaj delamo s filmsko umetnostjo. In dostikrat se mi zdi, da ko izbiramo, ko mislimo, katere filme kazati našim učencem, hočemo biti varni, hočemo pokazati filme, ki so mogoče malo bolj popularni, malo bolj dostopni, se nam zdi, da to je tisto na prvo žogo, to bo zanimivo za naše učence, medtem ko se mi zdi, da je pa zelo fajn, če jih daj tudi izzovemo, če jih izzivamo v temu, da gledajo drugačne vsebine, ki so mogoče na prvo žogo se nam kot pedagogom zdijo problematične ali pa preveč zahtevne,
ampak čisto iz osebnih izkušenj lahko rečem, da se velikokrat izkaže, da temu ni tako. Predvsem kakšne abstraktne animacije lahko vzpodbudijo veliko enih miselnih procesov, na katere sami mogoče sploh ne pomislimo. Ali pa umetniški filmi, ki samo, se pravi, s tem vizualnim izražanjem pripeljajo učence do nečesa, da začnejo razmišljati mogoče o težkih filozofskih vprašanjih, o vprašanju medčloveških odnosov in tako naprej. In v končni fazi nam filmi omogočajo tudi vstop v en kup področji, na katere mogoče ne pomislimo. Od tehničnih področji do naravoslovja in pa seveda, kot sem že omenil, humanistike in družboslovja. In recimo, da malo izpostavim ta tehnični aspekt, smo tudi pripravili eno delavnico, ki se imenuje Filmski tehno, in bom čist na hitrco, ki itak ni veliko časa, zavrtel prve 3 minute videa, ki smo ga posneli za to delavnico, in na tem videu smo probali malo predstaviti, kako deluje recimo ena zdaj že zelo arhaična naprava, kot je filmski projektor. In ja, naj sam povem, da je bil tudi navdih za nastajanje, za estetski izgled tega videa, so bili pa te, ne vem, če se spomnite, pa te stari, zdolgočaseni angleški, kratki dokumentarci How Something Works. Tako da smo probali ohraniti ta monoton glas in tako. Ampak ja, evo, zdaj si pogledamo malo tale filmček. Filmski projektor je čarobna naprava, ki nam na platno kinodvorane pričara gibajočo filmsko podobo. Vendar pa tehnologija predvajanja filmov na filmskem traku ni tako preprosta, kot je pritisk gumba play pri večini digitalnih projekcij. Poglejmo torej v notranjost filmskega projektorja ter spoznajmo mehanizme in tehnologijo, ki prelisičijo naš ter mirujoče slike na filmskem traku pretvorijo v gibajoče podobe. Najbolj razširjen format filmov, povezan s klasično kinematografsko izkušnjo, je 35 mm. Poleg tega sta bolj prepoznavna in razširjena še formata 16 in 8 mm. Vsak od različnih formatov filmskega traku zahteva tudi poseben projektor za predvajanje. Čeprav poznamo veliko različnih modelov filmskih projektorjev iz različnih časovnih obdobij, pa praktično vsi temeljijo na identični tehnologiji in principu delovanja. Podrobneje bomo spoznali in predstavili delovanje in tehnologijo filmskega projektorja za 35 mm filmski trak. Osnovni sestavni deli filmskega projektorja so stojalo ali podnožje projektorja, prostor za žarnico, izpušna cev. Večinoma se na vrhu in na spodnjem delu projektorja nahajata zgornji in spodnji kolut. Z zgornjega koluta se filmski trak odvija ter se znova navija na spodnjega. Med zgornjim in spodnjim kolutom projektorja se nahaja ključni mehanizem, to je glava projektorja. Ta ima ločena dva bistvena dela. Prvega, ki je namenjen branju slikovnega zapisa, drugi del pa je namenjen branju zvočnega zapisa. Glavo projektorja sestavljajo še naslednji ključni deli: zobniki projektorja ter ščitniki, valjčki za pomikanje traku, okence projektorja, kamor namestimo masko, in prekinitveni zobnik, ki je povezan z malteškim križem. Pred glavo projektorja pa dodatno namestimo še objektiv.
Okay. Ne bom več veliko govoril, v bistvu bom na koncu zavrtel kot kontro temu filmčku še en drug, se pravi, ta delavnica se zelo ukvarja prav s filmsko tehniko, se pravi, malo bolj tehnično naravnana, bom pa zavrtel, zato ker je samo 30-sekundni video. Je pa še ena delavnica, kjer pa ne probamo aplicirati ravno to filmsko ustvarjanje in pa spet uporabo nekih teh starih tehnologij, kot je recimo filmski trak. Tako da recimo to delavnica se imenuje risanje in praskanje na filmskem traku, kjer najprej spet predstavimo delovanje filmskega traku, kako sploh je prišlo do zasnov, do idej umetnosti, kakor je film, in pa potem damo učencem na razpolago, tudi se naučijo neke osnove animacije in potem dobijo v uporabo popolnoma prazne filmske trakove, na katere lahko sami rišejo oziroma praskajo neke svoje, lahko čist abstraktne podobe, lahko pa si tudi zmislijo kakšno zgodbico. Evo, tako da pogledamo zdaj še kako približen zgled. Še to povem, izvajamo pa to delavnico v sodelovanju z zavodom Dagiba, ki se prav ukvarja tudi z animacijo. Samo še sekundico, da zaključim. Se pravi, vse te informacije in še več lahko najdete na naši spletni strani. Tukaj imamo tudi še 2 podzavihka, se pravi gradiva, kjer so seveda različna pedagoška gradiva, ki jih lahko uporabite, pa tudi filmski pojmovnik. Za vse tiste, ki bi vas več zanimalo v našem programu, imamo tamle v preddverju pred dvorano tudi tole knjižico, ki je pač naš šolski program. Če nič drugega, se bomo pa zelo kmalu videli tudi v Filmskem muzeju, kjer vas bom jaz na hitrico popeljal po naši razstavi. Tako da, hvala. Hvala lepa, Vitja. Zdaj pa imamo takole čas za odmor, za kavo in za ogled muzeja.